če so že vsi okviri, pa je v bistvu problem samo v konkretni pretegi, kako zdaj to spremeniti. A nekaj lahko politika tukaj naredi, ali gre pač tukaj za en daljši proces, da se spremeni miselnost vsakega posebej, ki je na nekem vodstvenem položaju. Veste, tu govorimo o integriteti. Doben sistem pa dobena regulativa ne bo reševala problemov, če ti sam v svoji glavi ne razčistiš. In mi še lahko tolikokrat popravljamo sistem, če ne bomo začeli zares delati, po drugi strani spoštovati predpise, ne zato, ker moramo, ker vidimo, da je to potrebno. In jaz nisem pristaš tega, da potem ne vem, koliko predpisov spremenimo, da bo nešče potem v redu delal. In v zdravstvu, jaz sem imel v življenju ta privilegij, da sem videl kar nekaj sistemov. V zdravstvu imamo eno handicap, da se skratka vse preveč ljudi gleda svojo poslanstvo skozi denar. Na drugi strani pa imamo res tudi zanesenjake, zelo korektne delavce, ki se niti ne vprašajo, koliko je plača, kaj sem dobil, pač pa enostavno so javni službenci, služijo javnosti, želijo delati dobro, tudi delajo dobro. In če sem odkrit v zdravstvu, večina ljudi je zelo pozitivnih, zelo dosti naredi, je pripravljeno ostati preko delovnega časa, se niti ne sprašuje o nekih posebnih nagradah. So pa vmes tudi take, ki so se skozi leta praktično zgubili kompas in enostavno vsako svojo delo želijo imeti dodatno plačano in to z zneski, ki jih v tem trenutku družba ne zmore. Vendar to pravim, to so izjeme, ki po drugi strani pa na sam zdravstveni sistem je danes pripetih toliko dobaviteljev, ki enostavno živijo v času izpred 3, 4, 5 let, ko to ni bilo tako opazno, če so bile cene nekoliko višje. Danes pa bi kot partnerji, po moje, morali deliti usodo javnega zdravstva in vsi skupaj narediti en korak nazaj in to zato, da bomo vsi skupaj jutri zopet uspešni.